Če ste ljubitelj športa in rekreacije, obiščite trgovino lopari.si v Trbovljah. To je trgovina za vse športne okuse. Ponedeljek je dan za Reporter. Prav lepo pozdravljeni v oddaji Sledi korakov. Tokratni oddaji v Kulturnem centru Delavski dom Trbovlje gostimo Aleša Guliča. Aleš, živjo. Srečno, živjo. Pred to zanimivo stvaritvijo, ki je povezana tudi nekako s tvojo ljubeznijo, z Laibachom. Ja, dobro, ljubezen je taka huda beseda. No, jaz jo pa le za kakšne bolj zasebne zadeve uporabljam, ampak ja, z Laibachi smo živeli, ne, tako, to bom pač, to mislim, da je najboljše. Ja, jaz sem bil že kar odrasel, no, ko se je ta zadeva začela, sem že učil takrat v srednji šoli, ko so Laibachi, tudi Bine Željko, eden od prvih članov je bil moj učenec. Z Janijem Novakom sva se poznala še iz Gledališča Svobode. Dve z Dejanom Knezom preko očeta, pa preko brata, v glavnem pač, tako. Trboveljčani. Ja, to je pač je povezano, seveda je povezano, še vedno, kaj poklepetamo, težko bi rekel, da sodelujemo, ampak vendarle tudi, vsaj ob teh okroglih obletnicah, ob 30-letnici sem imel eno predavanje v Laibachu, tukaj je ravno v Delavskem domu z naslovom Špuk Trigl. Potem lani smo močno sodelovali pri 40. obletnici. Zdajle se spet nekaj pripravlja, kar bo vezano na Trbovlje, tako da vedno pomalem. Ne. Aleš, omenil sem ljubezen, ampak ljubezen med Laibachom pa aktualnim kulturnim ministrom, doktorjem Vaskom Simonitijem, pa ni ravno na višku, ne? Se nikoli ni bila. Jaz se spomnim mandatu 2004-2008 je bil Vasko Simoniti. Tudi minister je tudi odrezal te, oziroma kar prekinil vse že podpisane pogodbe, tako da, Laibachi se ne sekirajo preveč zaradi tega. Pa mislim, da se Vasko tudi ne. Pa je prav, da se pa mi, recimo, da gre take stvari, da gredo kar čist mimo nas. Seveda ni prav, ne, ampak mislim, ljudje imajo pač vedno občutek, da je to stvar države, ne, država ve, da imajo ljudje ta občutek in potem dela po svoje, ne, zelo oblastno, ne. Zdaj, zakaj je to tako? Jaz mislim, da so Laibach te oblasti trn pet iz zgodovinskih razlogov, zaradi tega, ker so se z državo kot tako in z nasprotovanjem državi, tisti prejšnji, ukvarjali precej prej kot sedanji oblastniki, ki so seveda takrat bili člani, ne vem, komunistične partije, pa malo so vohljali tam po FSPN-ju. Ki so preganjali Laibachovce, ne? Ja, preganjali leta 80, 81, 82 so takratni visoki funkcionarji za SMS pa hodili okrog in širili ta proti evangelij, ne. V glavnem, problem te zgodovine, ne, naše osamosvojitvene je v tem, da si jo pač eni hočejo na vsak način prilastiti kot inštitucija, v resnici je bila pa seveda vse zadeve od leta 80 naprej so bile pa stvar civilne družbe, nevladnih organizacij, civilnih gibanj in tako naprej in nobene. Edina, ki bi recimo, za katero bi lahko po letu 80 rekli, da je znala ali pa da je imela kakšno tako frakcijo, je bila ZSMS, ne, s mirovniškimi gibanji in s tem, pa s kulturnimi, ki je seveda tudi Laibachu takrat prva dala zlato ptico in tako naprej. Pa mogoče seveda po letu 86 partija s Kučanom. Vse drugo je bilo pa zelo
vezano na to paniko po Titovi smrti, Popit, Marinc in pa seveda tako imenovani perspektivni kadri, recimo Janša, Pahor, tudi službe dobili takoj po faksu. Ne. Mislim, pač taki časi so bili, to jim ni za očitati. Ne. Prej mi je za očitati kaj zdajšnjega. No, se včasih je smešno, ko slišimo iz vrst zdajšnje oblasti, tudi strani Janeza Janše, ko kateremu političnemu nasprotniku očita, kaj boš ti, ki si ves čas preživel na državnih jaslih. Ja, no. Tudi on je ves čas živel na državnih jaslih, ampak brez... S kratko epizodo, ne? S katero epizodo? S tisto švercersko, z mikroado? No. Pa ni bilo, tiste je bilo podjetje, ki ga je z SMS uspel, to je država bila, no. In še kar so naredili, je bilo v bistvu šverc, no. Jaz ne vem, če je to, ne vem, kakva podjetniška zadeva, ne. To je edina stvar, pa mislim, Aleš, hecen, ne. verjetno iz teh istih ust tudi malce čudno slišati, ne, kaj vse je bil komunizem, ne, kaj vse so bili komunisti, ali pa preganjanje, recimo zdaj na ustavnem sodišču, ali pa poskušanje prepovedati recimo stranko SD ali pa Levico, iz ust tistih, ki so pa bili nekoč člani partije. Ne? Ja, seveda so bili, ampak če si hotel v tistih časih biti politično aktiven, si šel v partijo. To je bilo zelo jasno. Ne? Tisti iz SMS je seveda pri 27 se končalo, se pravi, ko bi človek začel delati in je bila edina možnost, da si, ali bil, ne vem, pač da si šel v partijo in si deloval znotraj nje, kakor se ti je zdelo dobro in prav. Ne? Tudi ti, ne? Ja, tudi jaz, mislim. Pa, ne, potem seveda, ker znotraj so bile, ne bom rekel frakcije, ampak recimo, da se je sorazmerno tam po letu 86, saj na tej državni, na republiški ravni dopuščalo tudi kakšno drugačno mnenje, se ga je saj poslušalo, tudi če se ga ni upoštevalo, ne. Seveda drugače bolj tako slabim spominom to velja za te, recimo, selendre, ne, ali kako pravijo bratje na jugu. Prav, te manjše kraje, kjer seveda pa nekateri te sekretarji lokalni niti vedeli niso, da partija že se stopa z oblasti. So se še, mislim, so se še vedno izživljali nad ljudmi, no, tako da imamo različna, ampak še vedno je šlo samo za medčloveške odnose. Si bil ti do razpada Jugoslavije v partiji? Kako pa je, te zadeve so ugasnile, ne, mislim, jaz se sam spomnim, da je ta združena lista, ne prenoviteljska, prenovitelji, da so mi enkrat poslali domov, če bom prenovitelj, meni se je pa zdelo, da smo že dovolj prenavljali in pač nisem šel, zato ker so bili, kot prenovitelji so se pokazali tako zelo neoliberalni, no. Takrat so začeli kšeftati na vse načine, prav nič jih ni zanimala, ne socialna država, ne ta, ne ona. Mogoče tam na republiški ravni, da, ampak na teh lokalnih so ratali pa takoj prvi in najboljši kapitalisti, ki so plenili seveda tudi, ne, družbeno premoženje in s takimi lopovi pač jaz nisem hotel sodelovati in tudi danes nočem. Aleš, dolga leta pa si bil kar zelo pomemben na medijskem področju, predvsem v Zasavju, urednik, pa tudi direktor takrat radija KUM Trbovlje ali radio Trbovlje, ne vem točno. Ja, oboje je bilo. Najprej so bile Trbovlje, pa je bil radio KUM Trbovlje. Eden prvih, ne, ki je takrat v Sloveniji upeljal tudi verske vsebine, ne? Ne, eden prvih. Prvi. Preden so se drugi sploh zavedali, da je to pač sestavni del kulture.
nekega prostora. Zdaj jaz ne bom govoril, da je to zdaj katoliško. Ne. Vera je pač bila. Jaz sem sicer te zadeve mogoče malo drugače videl, zaradi tega, ker sem takrat sodeloval z radiom Deutsche Welle, s Sašom Petelinom, ki me je prosil, kdaj rekel, ti, ki nisi vezan na nobeno cerkev, bi naredil kakšen tekst za nas, da ga mi distribuiramo po svetu. In sem takrat pisal take, recimo, duhovne misli, ki pa niso bile vezane na krščanstvo, na islam, na nikogar. Pač, tudi New Age-ovske, ampak pač nekaj skupnega sem poiskal v teh veroizpovedih, pa pač to delal. In se mi je zdelo, da bi bilo to dobro tudi na Radio Trbovlje narediti. Takrat je seveda zelo močno na to pritiskal Čampa. Jože Čampa, Tisoški duhovnik, pa potem Tisoški dekan. Duhovnik. S njim sva pač to predebatirala. Jaz sem sicer seveda moral zelo reducirati njegove, kako bi se rekel, zahteve, pa niti niso bile zahteve. Njegove ideje, kako on je hotel 1 urno oddajati, pa 10 minutne note spravil po enem mesecu, če je to treba vsako nedeljo. No, in najprej poskusimo, če bo pa 15 minut, ne bo dovolj, bomo pa razširili. Seveda po enem mesecu se je videlo, da je 15 minut preveč, da niso niti zmogli. Enkrat je en odpovedal, enkrat je drugi. Potem sem jaz namesto duhovnikov kakšno duhovno misel napisal, da smo jo... A duhovna misel je bila? Duhovna misel je bila. To sta leta? Recimo, da je bilo to leta 86, 87, mogoče, 85, ne vem, res. Še mnogo pred tem, ko je Božiček Smole voščil čestitko po Božiču. Duhovna misel se pač, vse te vsebine smo v bistvu tako občasno, tudi točno z tega kulturnega vidika, smo kakšna stvar, ki je bil dekan Burger v Litiji, mislim, da to je še Helena Kastelčeva delala, še preden sem jaz na radio prišel, se pravi pred letom 84, se kdaj kakšna stvar vendarle povedala, ampak tako kot redna oddaja smo pa res to začeli takrat, druga polovica 80-ih let. No. Če primeraš takratni radio z zdajšnjim, takrat je bil to nekako lokalni radio, ne? No, regionalni recimo, ne? Mi smo pač le celo regijo pokrivali vsaj v informativnem delu, ne? V onem drugem delu pa pač vse. Ne? Ti si bil pogosto, jaz sem te videl na terenu z snemalnikom. Ja, jaz sem bil rad na terenu, ne? Pa še to je, ne? Takrat se, mislim, primerjati niti ne upam, ne? Zdaj je pač ta radio postavljen, ne? Dela 24 ur na dan, pač nekaj se dogaja, glasbeno politiko imajo pač tako, da pač mnogim ni všeč, eni so pa čisto razneženi, ki se spomnijo, da so bili pred 40 leti na morju ali pa kaj, ne. Mi smo pa pač takrat preživljali pravzaprav najbolj te turbulentne čase, ne. Šli smo iz 2 dni, sreda pa nedelja se je oddajalo, smo šli najprej na vsakodnevno oddajanje po nekaj ur, potem smo šli na oddajanje od 6 do 10 zvečer, pa po noči prenašali, mislim, da val 202 ali pa nekaj takšnega. Potem pa Snop, ne? Potem smo šli pa na 24 ur oddajanja, potem, ko je bilo 24, smo šli pa še v Snop, ne? Več radijskih postaj. To je bilo več radijskih postaj, tako da to so bili hudi premiki, tam od leta 87 do leta recimo 94, se pravi, evo v 7-8 letih, ali pa do 97, ko so se že računalniki začeli, no. Digitalizacija počasi, v 10 letih smo prvič razširili program na, tle je velika, bom rekel, zasluga Marjana Frola, ne, ki je pravzaprav težil v to, da se to čim bolj, da smo čim več prisotni v etru.
In seveda tudi nas, ki smo pa pač to prisotnost potem zapolnjevali, ne, cel kolektiv. Seveda začela se je pa digitalizacija, najprej smo šli iz analognih plošč na CD-je, no, tista umestna faza s kasetami je bila zelo kratka, na CD-je, s CD-jev potem na MP3, v glavnem, potem oddajniki novi, standardi, evropski standardi zahtevali so se. V glavnem, tako da smo v bistvu na nek način vsaj polovico tistega dohodka, ki bi ga danes lahko delili med ljudmi, investirali pač v vse to, kar je bilo. Treba je vedeti, da radio, ko je bilo lastninjen, ni bil praktično vreden skoraj da nič. Ne. Mi niti certifikatov v celoti nismo mogli uveljaviti na radiju, ne. Samo 2/3, tako da potem, ko je pa vse to bilo poinvestirano, je pa seveda bilo, ampak to je šlo pa na račun plač, ne, zato so tudi penzije slabše, v glavnem, da ne bomo preveč. To so domine, ki padajo. Vmes je bila pa še ta osamosvojitvena vojna, dogodki na Kumu. Zdaj ne vem, a imaš že ti status veterana vojne za Slovenijo? Ampak kdo pa je bilo to krivično, ne? Ker ti si bil zelo aktiven takrat. Prvič, no, jaz v bistvu niti nisem statusa zahteval takoj, ne, ker se mi ni zdelo, no, ampak potem, ko smo pa, so me opozorili, ne, da je pač treba te zadeve pa vendarle urediti, eni so si uredili, bil je pa pri nas problem za novinarje, ne, ker v bistvu mi nismo bili, novinar ne sme biti pod orožjem. Ampak, ker smo bili pa in novinarji in tudi vse drugo, kar smo počeli. Takrat v teh prostorih? Ja. Rezervnih, smo pa bili oboroženi po noči. Ja, zato, ker smo bili straža preko narodne zaščite, tako da, evo, pač, ker smo bili pod orožjem, iz tega smo statusa, iz tega imamo status veteranov vojne za Slovenijo, čeprav seveda smo pa po terenu pa... Kakšen pa je to spomin na verjetno, najbolj verjetno živ na ta dan, ko je bil raketiran Udarnik? To je prvi napad v bistvu, potem smo, oziroma celo tisto noč, jaz sem tisto noč, mislim, da sem nekaj v Hrastniku snemal, smo se malo zadržali v hotelu Jelka, po mojem, ali pa kaj tazga, in ko sem šel po noči čez Retje domov, nikoli nisem šel za Savo, ker čeprav je bilo tle prepovedano. In me je ostal policist Čebela, ne, je rekel, Tone Čebela. Tako je, rekel, vojna se je začela pet hitro dol na radio, ne. In sem šel na radio, pograbil vse tiste vojne dokumente in jih vrgel v kolišče Delavskega doma, pa so zgoreli, ne. In to zato, ker smo imeli en mesec prej tukaj GINO, Generalno inšpekcijo Narodne armije, in so jasno, da videli vse naše in rezervne lokacije in možnosti, ko tega ni več, bomo mi drugače naredili, sem se usedel, sem rezervne lokacije do 6 zjutraj imel urejene, tako, ko so fantje potem prišli že v službo in dekleta, je bilo rečeno, no, zdaj pa skličmo se, ko ni treba nikogar sklicovati, se smo vsi tle, ne. Moramo zdaj jeti na rezervno lokacijo, ko je ni več, ne. Ker je bila na Kleku nekje, ja, jaz sem jo pa nekje druge potem. No, pa je nisem povedal nikomor, ne, tudi v kolektivu, ne. Edino šefu tehnike, pol čez 2 dni, ker najprej smo se selili v klet, smo iz kleti oddajali, potem so se pa stvari že tako začele, ker... Normalizirati. Ne normalizirati, ampak pač vojska je bila tukaj, teritorijalna obramba v Delavskem domu, mi smo dobili, gospod Piškur je takrat pomagal, da smo pač vsaj en del tega orožja mi imeli, pač vojska. Potem so oni šli, mi smo dobili pa narodno zaščito,
tako da smo pač z njo varovali izmenično te prostore, ne samo radijske, pa cel delavski dom. To je zanimivo, mi smo še enega, ker so bili sami upokojenci, ampak en je bil čista prav, je bil bivši legionar z Tujske legije. Jaz sem kot viš pa orožje pregledoval in jih je sekiral. To so take zgodbice. Si bil kaj na Kumu? Ja, na Kumu sva pa z Bogdanom, v glavnem z Barovičem hodila. Vsak dan, mislim, že takrat prvi dan sem šel sam, no potem sva pa z Bogdanom hodila gor, pa ne samo, pač to je bila tudi moralna podpora tem enotam, ki so bile na Kumu, ampak veliko sva pa zvozila gor Nogavic, spodnjih perila, ne. So ženske prenašale tukaj dol na vrečkah, za mojega, ne? Pa baterije za mojega, ja, pa baterije, pa seveda pisma, ne. Tako da, evo, to je bilo precej ganljivo. Takrat, če ni bilo mobitelov. To je bilo ganljivo, ja, nič ni bilo takrat. Tudi ne vem, če bi mobiteli bili, če bi to delovali, ne. To bi takrat bi se že kdo, kakšna inštitucija usedla, pa to izklopila, ampak ni bilo seveda. Bila so pisma, bile so perilo, ki je tudi dobro, še kakšna stvar za jesti, čeprav to smo rekli, to ni treba, ampak in pa baterije za radijske, za tranzistorske sprejemnike. Takrat je bilo kar nekaj ranjenih od tega, ki se je ta oddajnik... Ja, bili so pač špliterji od raket, ne, to je pač letelo tam po gozdu, ne, tukaj. Bilo je nekaj ranjenih. Pa ta Starina je pač umrl potem. Ivan Starina je potem čez leta umrl, za posledicami se je v bistvu. To je bila tudi pač edina smrtna žrtva, ne. Lahko bi jih bilo pa seveda precej več, tam je bila. Saj na oddajniku je bila sreča, da je bila posadka v tistih dneh takšna, da ni bila v tistih prostorih, kamor so zadele rakete. Ampak fantje to so odlično opravili, tudi popravili, uredili, tako da praktično ni bilo izpada kakšnega hudega, no seveda. A veš, omenil si že Bogdana Baroviča, pa ti, pa Barbara Žgajnar, ne vem, mogoče še kdo. Ja, veliko ljudi je bilo tukaj na nekaj radiju. jih je šlo iz radija KUM, torej iz medijev, ste presedlali potem med politike. Zakaj? Ja. Zato, ker ste bili znani? No, zaradi tega, ker smo bili znani, smo najbrž dobili kaj več glasov, ne. Zdaj, šli smo pa v politiko najbrž zato, ker smo tudi politiko poznali, ne, saj smo na lokalni ravni vendarle spremljali vse, kar se je dogajalo, videli smo, kako zadeva deluje, videli smo tudi, kaj je narobe, vsak je pač računal, da bo na nek način lahko pripomogel k gradnji te države, a veš, pa je čisto eno, ker smo bili zelo dobro, Barbara in Bogdan sta bila pri SNS, ki je takrat bila recimo stranka, ki je vendarle hotela nekatere zadeve postaviti v tem patriotskem, domoljubnem smislu bolj jasno. Zdaj je to vse bilo v redu, ali ne, to je druga stvar, ne. Potem bila je Melita Župevc, ki je pri SD-ju visoko kotirala, tudi seveda začela je pri LDS-u kot strokovka, ne. Potem je šla pač SD, pa Jankoviću, pa tako naprej. Pa jaz, pa zdaj nekaj jih je pa seveda še, ki so bolj tihi zadaj, ali so šli za strokovce v državni zbor. Ampak glavnem... Ali pa prek volitev niti niso prišli potem v državni zbor. Mislim, da tudi Gorazd Mavretič je za SD nekajkrat kandidiral. Ja, dobro. Pa mimogrede tudi Maja Sevlak, ne, mislim, da pri Alenki Bratušek, ne. Tako da je... Ja, to je neka šola, veš, radio je bil v bistvu šola, ne. Radio je bil šola na več ravneh, ne. Tudi jaz sem se, moram reči, kot urednik zelo trudil, da smo ljudi šolali, no.
Tudi jezikovno, ne? To seveda jezikov. Kdo je za to skrbel? Menči Klančar je Menči pač Klančar, vsake toliko naredila kakšno, ali začetni tečaj, ali osvežitveni tečaj. Potem jaz sem tudi slavist, sem tudi sproti, ne, sekiral ljudi. Ne. Potem smo dobili Anito Goštek, Fonetika, ne? Ona je bila, oziroma je še, ne, slavistka, slovenistka z izrednim posluhom za recimo, ali za se glas. reče košarka ali košarka. Ne? Ja, pa za tak, Zdaj, no, jaz pa si to tudi ne nasploh, zapomnim, ne, ampak- tudi nasploh, dobrim občutkom za jezik in seveda tudi z velikim teoretskim znanjem. Zato je potem tudi tisto oddajo, ne vem, a je še ali ni, 5 vodila tudi na Aktualu še kasneje. Ne. 5 minut za slovenski Ali jezik. minute za slovenščino, ali nekaj. tako, ja. Ampak glavnem, bile so fine, zato takrat smo tudi rekli, ne bo samo ena stvar tako povedana v eni oddaji, pa mogoče še kakšna malenkost. Ne. Recimo temu ni tako, ne? No, recimo, da temu ni tako, ampak je tako. Ne. Ja. No, pa kakšna dvojina, ne, pa kakšen zanikan rodilnik. Pa sklanjatve, recimo, to včasih opažam predvsem pri ženski populaciji, da se priimkov ne sklanja, ne? Ja, se jih ne, ampak Ne, pri moških, ne, potem tudi ne, ja, ne? to je pa lenoba, ne, Ja. a veš. To je lenoba in branje, jaz vedno pravim, branje spiskov, ne. Pa ti si mene tudi enkrat upozoril in mi je nekako ostalo. Igorja Gošteta, ne? Jaz zadnje Igorja čase Gošte, pa ne? opažam, da se ne sklanjajo akademski nazivi, ne, doktor. Doktorja, ja. Ja, mislim, Ja. ne, poklicali so, ne vem, Doktor doktor Igorja Gošteta, Žgalina, ne? ja. Ampak doktorja Igorja Ja, Gošteta, seveda, ne? da ne govorimo Ja. o tem ženskih. Aleš, moških in to tako si mene naprej. upozoril, zdaj sem se spomnil. Ja. To no. Ko sta delala oddajo Profesor, doktor. Janezu Drnovšku Tako. in smo ustavili, ne? Ja. In si dejal, Igor, ne doktor Sklanja Janeza se. Drnovška, ampak doktor Janeza Drnovška. Lej, zdaj to iz zraka vidim, ne? Ja. No, sej, včasih je prav si tečen, prav res. Seveda sem malo tečen, ne. Po drugi strani sem pa zdi, pa vendarle prav, da ljudi v tistem trenutku, ko naredijo napako, ne, opozoriš ali poveš, kako je prav, ne pa, da jim to, ne vem, čez 3 mesece očitaš, ne. Aleš, greva še malce nazaj na politiko. Zakaj si ti zapustil to dolgoletno delo, novinarsko delo, uredniško delo, direktorsko delo v medijih, kjer je vendarle veliko adrenalina, pa potem šel zaradi tega. v LDS si šel, ne? Malo sem se naveličil tega. Res, 20 let je bilo in to res intenzivnih, ne? Tisto, kar sva prej govorila, pomeni približno tako, kot bi delal zdaj 60 let v tem mirni mlakuži, ko ni ne digitalizacije na novo, ko ni treba v Wordu pisati. Mi smo se morali vse to naučiti sami od sebe. Mislim, tega znanja ni bilo. Aleš, tudi mi na ETV smo takrat začeli s kasetami, ne, pa, pa še dolgo smo jih imeli, beta kaseta, pa je šla digitalizacija, ampak lahko ti tudi po lastnih izkušnjah povem, da uredniško novinarsko delo na enem lokalnem, regionalnem mediju je delo 24 ur plus, ne. Ni prostega časa. Ne moreš nehati, tudi če kam greš, se ljudje za rokav lečejo, se pravdate, ne, se to ni, ne bom rekel, da jamram. Pač povem, te stvari so naporne, ne, in jaz vem, da tukaj pač si bil in vse si doma, ne, je bilo kaj narobe na radiju, so poklicali, si šel tam, Cesta, če sem bil pa v Ljubljani sem pa, so me poklicali, jaz sem tle ležal v Nožetih, no, ravno Hivic, grem na kavo, ne, ali pa kaj, a ja, pa čez tem je pa v redu, ne, ker itak v Ljubljani mislijo, da smo mi 6000 kilometrov stran od. Ja. In kako si se sprijateljil s politiko? S politiko sem se dobro, jaz prepoznavnih poslancev, brez kravate, o coklah, ne? Tako, to je še vedno. Pa je to spoštljivo do državnega zbora? Seveda je spoštljivo, mislim,
Zdaj so vsi tam v kravatah, ampak hodre, karkoli mu daš, ne, mislim. A vedo, kaj tisti, če iz Ljubljane gledajo, kaj je to hodre zdaj? Kaj je to hodre? Neotesan, to je Matija, recimo. Pač to je neotesan človek. A ta je zasavska hodre, ne? Ja, to je, jaz mislim, da je precej zasavska, ampak je štajerska, ne. Tako da jo poznajo tudi štajerci sicer. Poznajo, ne? Ja. Pa tisto obleka ne naredi človeka? Ne, obleka naredi človeka, če ga prej nič ni, ne. Če ga pa kaj je, pač ga pa je, kolikor ga je. Ne, jaz s tem tudi nisem v državnem zboru. Midva s Ksenijo Benedetti, ne, ki je sicer zelo stroga bila protokolarka, pa to sva te zadeve zelo hitro, bom rekel, absolvirala se, kolega Ksenija, jaz bom pač hodil v službo, navadni delovni dnevi so navadni delovni dnevi, žalne seje pa slovesnosti so pa žalne seje pa slovesnosti in jaz mislim, da se mora to ločiti. Poleg tega je bila zadeva še taka, ne, ženske so pač prihajale v državni zbor, kakor so hotele. Nihče se ni, ne, ni uniforme, ne, ni dress code, ne. Za moške niti ni bilo, kaj veliko, včasih je Jelinčič sicer koga ozmerjal, ne, nikoli mene ni, nikoli, da hod državni zbor, brez kravate, ne, čeprav to je eden tistih politikov, ki je rekel, da nikoli ne bo kravate nosil, ne. Tako da se, pa gremo k bolj resnim zadevam. Ja, jaz sem prišel tja v sklopu poslanske skupine Liberalne demokracije Slovenije. To je bil mandat? Takrat nisem bil član. 2004-2008. Jaz sem član postal, ko je začela liberalna demokracija propadati. No. Torej si bil takrat opozicijski poslanec? Opozicija je bila, opozicija. Takrat je bil prva Janševa vlada, ne? Tako, jaz sem imel srečo, da takratni predsednik poslanske skupine, kako se je rekla, vodja poslanske skupine, Anton Rop, pa on je bil tudi predsednik vlade v senci, pa predsednik stranke, v glavnem vse, ne, vse predsedniške zadeve in nas je potegnil, kar je bilo mi ni bilo, no. Ampak, bil sem pač tam. Na srečo ni maral Školča, ne, in jaz sem bil tako nečlan stranke, sem šel v zadnjo klop sedeti, Školč, pa tudi gadni so preveč te novi, ne, ki so se tam nadrenjali, 7 podpredsednikov je imel Evropa, tako, ne. In je tudi sedel v zadnji klopi. In me je naučil te obrtne zadeve zelo hitro. On je bil dober učitelj, jaz sem bil pa pridno učenec. On je zelo počasen, ne? Ne, kje pa. On je samo počas govori. V glavnem, on je izredno efektiven in produktiven. Kadar sva kaj šla početi, je rekel, midva dale najprej bova eno kavo spila, bova pa naredila pa v švidu, midva bova imela vse narejen, on bojo pa sam migotali. In točno tako je bilo. Ne, on počas govori, ja, pa preudarno, pa tako, no. Treba je tudi vedeti, da je, recimo, on je vendarle teh veščin, glavnih veščin političnih, ne, vsaj v prvi fazi naučil tudi doktorja Janeza Drnovška. Prvič mu je predal stranko, se je umaknil, korak nazaj in potem sta dobro sodelovala in jaz vem, da tudi po teh potezah njegovih vem, da kdo je koga učil, ne. No, zdaj se tudi spominjamo smrti Janeza Drnovška, mislim, da je 14. leta. Ja, zdaj, te dni je bilo. Prej sva razmišljala, ne mislim... Ja, čas gre hitro, to je spravim tako kot tak starček, ne. Dnevi se vlečejo, leta bežijo, ne. Jaz vem, da sem marsikdaj kaj kritičnega napisal o njem. Mogoče ni bil pisan na mojo dušo, ampak vendarle, ne. Nekako se mi zdi, da pa njegov
politika, ta politika recimo, ne, pogrešam. Ja, seveda manjka. Predvsem manjka ta modus njegov, način delovanja. Zdaj te rešitve niso, to je veliko vprašanje. Ne. Ti ga bolj poznaš, kakšen je bil? Ja, jaz ga tudi ne poznam tako zelo, ker v bistvu ampak ga pa poznam v vseh fazah. Ne. Jaz ga poznam še kot gimnazica, ne, ko je bil urednik glasila Mi mladi, ne, bi bil tudi naš kolega novinarski. Pa potem preko znancev, ker je pač precej mojih znancev, je bilo njegovih sošolcev, pa tako, no. Tako da ta del tudi poznam, še študijski, potem pa precej časa ne. No, pa verjetno po novinarski plati si ga tudi verjetno... Po novinarski plati sem ga pa spet tukaj srečeval na Betonu, ne, Gib Beton in v banki. Ne. In potem, ko je bil potem pa seveda vlade, kot politika, v tistih osamosvojitvenih časih, tako da v bistvu in potem, ko je šel pravzaprav v civilno-družbena gibanja, ne. Ko je šel ven iz politike, pač ko je postal tudi predsednik države. Ja, tudi 5 intervjujev sem imel z njim, takšnih daljših, v sklopu tistega 4. mreže, ki smo jo radijske postaje lokalne in regionalne postavljale. V glavnem, imel sem tudi odprta vrata tja v kabinet zaradi drugih znanstev, ampak vse tega nismo niti preveč izkoriščali, no, niti rabilne. No. Dr. Janez Drnovšek je bil bolj molčeč, da še tisto, kar je bilo v teh intervjujev, je bilo treba se kar zelo potruditi, da smo kaj zvedeli več, kot je hotel povedati. Ne. Moram reči, da v tem zadnjem obdobju, jaz sem ga imel kakšno leto pa pol pred njegovo smrtjo v studiu, ko je živel na Zaplani, ko je sam pekel kruh, pa tako. To je bilo pa že, to so bila pa spet gimnazijska leta, hipijska. Sploh pa, ker smo to snemali še v Kisovcu, kjer se je včasih sam igral. No, to zadnje obdobje, pa prvo obdobje sta si zelo podobna, ne, nek način. Ne. V prvem obdobju je imel še tako malo las, pa dolge lase, pa tako ne. Hippie life, ki ga je potem čisto na koncu spet užival s temi svojimi, tudi pisanjem teh aforizmov, ali kakorkoli že temu rečemo, pa se s temi druženji, ne vem, tam z Indijanci in tako naprej. To so stvari, ki so v bistvu res zelo povezani. Ono vmesno življenje je bilo pa precej neoliberalno. Ne? Tudi te skromnosti, ki sem mu kar naprej pripisal, ni bilo v tem času, je bilo vse sorte. Ne? Tako da, mislim, bil je redo človek. Ne? Jaz ni bil sicer tudi, kako se reče, po moji, v tem času, ko je bil politik čisto, mi je bil pa všeč ta njegov umirjen, pa malce ciničen, pa tako ne. Misliš, da bi uporabljal Twitter, če bi živel pa vladal dan danes? Po mojem bi, ne bi Facebooka, ker je preveč zapisati. Twitter mu je bolj ustrezal, ker če pogledaš te knjige, ne, to so sami tweeti. To bi lahko, evo, brez težav. Niso nesramni, ne? No, se niso vsi tweeti nesramni. Jaz pač ne mislim vedno na Janeza Janšo. Tudi na kakšne sva pri Janezu Janši. Spremljal si, vem, da aktivno še vedno spremljaš ali pa pozorno spremljaš politiko. Kako si gledal na tisti del prve tega mandata, ki ga je vodil recimo Marjan Šarec, pa potem ta drugi del ali pa 2/3, odkar vlado vodi Janez Janša? Ne, v bistvu nič kaj pozitivno nobenega. No. Moram reči, da tudi Šarec me ni presenetil. Ne. Je bila pa stvar bolj mirna, ne. Vsaj ali pa do ljudi malo bolj prijazna. Je pa res, da sem ravno zadnjič razmišljal o tej 13. marcu 2020, 20, 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
In jaz mislim, da je ta vlada zdajšnja v bistvu prejšnjo rušila zato, da je lahko ugrabila COVID, ker je vedela, da bo z njim služila, ravbala, da bo pač lahko seveda mimo vseh teh medicinskih in teh zadev vzpostavljala še neko drugo oblast. No. Sporedno. To, ja, pa ne, ni usporedna, se je pač krtane, ampak na lažji način, ne bo treba čez parlament, dalo se bo dalo se bo z odloki, dalo se bo s strašenjem ljudi, dalo se bo... Poročila zaključna KPK-ja nas nič ne brigajo, ne? To ni, zdaj moramo, kako prav ni Počivalšek, oziroma od Brigitte Čamer Unetič, vnuk, ne, predvojne revolucionarke. Mi smo življenja reševali, seveda jih niso, ne. Delali so luknjice v papirčke, pa lastike napeljevali, sestričnami z ne vem kom, šticom ga pobirali, ali pa, če jih pa niso, so pa nerodni, no, mislim. V glavnem vse skupaj je zelo slabo, no. Zelo slabo se je končalo, Mimogrede, pa tudi se ni končalo. No. Si takrat pred prvo seje vlade, takrat Janševe vlade, tretje Janševe vlade, pričakoval, da se bo tam v tisti koloni, ki je šla skozi to palačo, pojavil tudi nekdanji predsednik tvoje stranke, nekdanje stranke LDS, Jelko Kacin. Glede na to, da se tudi sam spomnim, da je bil tudi na KUM-u, ko je bil slavnostni govornik, eden najbolj ostrih kritikov tudi na ta vojni čas, ravno proti Janezu Janši. Ne? Mislim, tam se je teh pragmatičnih LDS-ovcev pojavilo v tej vladi veliko, ne? Lahovnik, Jelko, mislim, da če bi šel gledati, če kaj se... Ta dva sta najbolj znana. Ta dva sem se zdaj spomnil, ne? Ampak po mojem je še, mislim, pa sej ni bistveno, pa kakšni so, ki bi bili, pa niso zraven prišli, no. Pač to je ta pragmatizm, pa dajmo sklavni, da smo na oblasti, ne. Kaj, če sem pričakoval, nisem pričakoval, seveda nisem pričakoval, da bi Jelko bil tam, ampak ko je pa bil, se mi pa ni zdelo ni čudno, ne. Pač vse to ni bilo njegovo ponujanje. Tega je pač Janez Janša poklical, ker pač Janša je le toliko pametno vseeno, da ve, da ni zahoditi v žerjavico pokostan z lastnimi rokami in ima pač te cepce, ki potem to naredijo z veseljem, s ponosom, z ne vem čem, seveda tudi za denar, če se le da. In smo pač tam, kjer smo, ne, sej. In se bo 24. aprila zgodil 8. marec, zdaj se malce šalim, pa kradem, en tweet kradem, zdaj ne vem komu, ampak sem ga malce ukradel. Dobro bi bilo, če bi 24. aprila mislim, da Arjana Pregla, ja. Prišli Pregel je to, da bi prišli do vendarle nekih, rekel, sorazmerno normalnih razmerij v državnem zboru. Jaz seveda ne mislim, da bi bilo dobro, da zdaj ker eni spet absolutno zmagajo, pa drugi so absolutno potočeni. To nas bo, mislim, ta navijaški del. Ne želi si dve stranki na eno stranko, na enem polu, recimo ameriški sistem, republikanci, demokrati. Pa se tam ni nič, a je kakšna razlika? Ja, ni, ne. Mislim, med republikanci in demokrati v Ameriki ni nobene razlike, razen v tem, da demokrati pač bolj navzven maličijo svet, ne. Vedno so demokrati pač te vojne pa to šibali bolj kot republikanci. Republikanci pa pač navznoter to počnejo, ne. Trump je navznoter rušil Ameriko, pa socialo, pa tako naprej. Biden bi zdaj nekaj navzven, ne, se vidimo, kaj se dogaja po svetu. Tako da, ne, to je zagotovo slabo, no, to je zagotovo slabo. Torej, si zagovornik več strank?
več strank, kar naj bo, pa naj se povezujejo, pa naj se tudi, zaradi mene se lahko tudi malo prepirajo med sabo, ne. No, se to pa je parlament. Zato to je parlament, ne, prvič. Pa ne samo parlament, gre tudi za različne poglede na naš razvoj in tako naprej. Bog ne daj, da jaz se bom vrnil na Drnovška, sem bil zelo na nek način vesel, da je imel te široke vlade, ne, da je, ne vem, potegnil blizu tudi Slovensko ljudsko stranko, pa če ne zaradi drugega, zato da je krotila, ne, te LDS-ovske vsemogočneže, ne. Tukaj zdaj pa ni, ne. NSI je kooperativna do nule, ne, namesto da bi krotila SMC je vmes razpadla, ne. SMC ne bi krotila nič, se še sebe ne zna. Desus tudi, ne. Desus je umrl, ne. Ja, Jelinčič je pa tako rezervna varianta vedno. Jelinčič je pa pač tako, kot sta one dva poslanca narodnosti. Ni, ne, poleg tega pa, če je hudo, pa še SD kaj pomaga, vsake toliko, ne. To moramo vedeti, da je SD omogočila tudi v bistvu, da je tista vlada 2-4-2-8 šla do konca mandata, ne, ker pač je bilo, opozicija je bila, je podpisala pakt o nenapadanju, kako se je reklo takrat, ko je neka partnerstvo za razvoj. Za razvoj, ja. Ni bilo nič, ne. Kaj pričakuješ? Torej, več strank, ne absolutne. No, jaz pričakujem, da bo na desnici SDS dobila večino? Ne, desnici bo najmočnejša SDS, ne. To je zagotovo, ne. Kaj je to, 25%? Zdaj, to je na tej skrajni desnici, ne. Bomo si nejasni, da potem vse te SMC-ji, Bratuškove, kaj je zdaj že konkretno, in to je vse desnica. Tukaj ni nič levega. Ampak res nič, ne. Tudi SAB, Alenka Bratušek. Tudi SAB, seveda. To so neoliberalne stranke, ne. Levica je še najbolj leva, ampak Levica je približno, če bi zdaj to primerjal s 15 leti nazaj, pa 20, ne, je Levica nek tam, kjer je bil ta socialno krilo liberalne demokracije. Se pravi človekove pravice, ne, nevladne zadeve, se pravi tisto, kar naj se počne med ljudmi, naj se med ljudmi počne, pa tako naprej, malo zožena država. Evo, to je to, ne. Mogoče seveda tukaj je programsko bolj poudarjeno socialni del, ampak moramo vedeti, da tudi liberalna demokracija je imela zadnji program, ki ga je še izdala, je bil čisto socialni, ne. Kaj pa SD? Ampak zdaj govorimo o dveh strankah, Levici pa SD, Ustavno sodišče pa vsaj do tega trenutka še ni odločilo. Čeprav jaz mislim, da je znana odločitev. SD pač ni na sredini, no. SD je vezana sicer res na neke zgodovinske izkušnje, ne, pač na partizanščino in te zadeve, ampak vse drugo je pa čisto neoliberalno. Pri Tešu so se lepo našli, ne? Pa ne sam pri Tešu, pa pri mnogih zadevah, no. To je tisto, o čemer sem govoril tam od 87-88 leta, ne, ko se je vzpostavila ta prenoviteljska, pa se stop z oblasti, pa kaj, so vsi te, rekel, sekretarji občinski, ne vem kaki, nadobčinski, menobčinski, pač rinili v nek podjetja, ne, ki so jih seveda dobili iz kapitala, ki ga je pač imela Republika Slovenija kot družbeno premoženje. No, tako da zato se pač takrat nisem hotel z njimi uparati, pa se tudi zdaj ne bi. Pa še vmes vem, kako je bilo s tistim partnerstvom za razvoj, pa s telefoni iz Brusla, pa ne vem. Aleš, ampak vseeno, kaj misliš, bo Ustavno sodišče sploh obravnavalo to zadevo o izbrisu prepovedi delovanja omenjenih strank SD-a in Levice? Ne, mislim, da mora, če Ustavno sodišče vsaj
Mislim, to je zdaj težko reči. Če obstaja neka kolektivna pamet, ne, ni treba modrosti, sam pamet ne bo, mora to zavrniti, ne. Ker je res otročje, ne, mislim. No, si odgovoril. Ja. Zdaj pa še eno vprašanje zadnjo, kar se tiče teh volitev, ki prihajajo. Znova je nek nov obraz, ki ni nov obraz, Robert Golob. Ankete mu kažejo dobro. Verjetno bo tisti, ki bo dobil na tej levi strani, kontra Janši strani, No, kako tako, ne no, rečem, no. največ. Ja, možno, da bo dobil, no. Mislim, zdaj je zelo težko, kaj rečem, zaradi tega, ker še nisem videl liste kandidatov, ne. Ja. Vem pa, da, pa ne samo Goloba, ne, ampak čisto vse nove stranke, pa te nove združbe, pa povezave, v bistvu imajo kadrovske težave. Težko je dobiti kandidate. Voliš in kupiš Ustrezne. mačka v žaklju? Ne, to ne. Vse, ko bojo pač mesec dni pred začetkom, ne, ali pa ko bo se začela kampanja, bojo morali povedati, koga imajo, v katerim volilnem okraju. V kampanji bo pa tako govoril. Ampak je treba ženske kvote, pa, a veš, mislim, vse stranke, mislim, celo etablirane stranke, za njih ni to kar nekaj, ne, ni enostavno, ne. Mogoče imajo celo kakšne etablirane težave s tem, da imajo preveč kandidatov v kakšnem volilnem okraju, ki bi bili kandidati volilnega okraja. Te mlade, te nove stranke imajo pa, spomnim se, Jelinčič je pobiral tam za šankom ljudi, kjer bi šel kandidirati, zato da je prišel do tistih 88 in celo kakšen je noter prišel, ki ni vedel, mislim, ali mora jeti. Vse to je pa tista druga žalost, tudi veliko potem so pa stranke močne. Se niti ne pomisli več, da bi stopili v politiko in da bi se... Ja, to je slabo, seveda. Nekako... Ja, opljuvanje, da ta slina, ki leti na enega, leti seveda tudi na vse druge, ne, tako da pač... Je potem ti mladi okrog 8. marca, no, jaz upam, so to rešitev? To je perspektiva, ne. Te, ki nimajo te preteklosti, ne, domobranci, partizani, dobro, pa tudi one, ki pa že demos, pa ono, pa tam, pa vse, pa mislim, ne mislim tistih domobrancov in tega pač itak ni več, to je zdaj samo še folklora, ne, mislim. Ampak jaz na te pač računam, no, da bojo prestopile, seveda boš vedno imel ekstremiste, take in drugačne, ne. Tega se pač ne bo dali izogniti, temu se ne bo dali izogniti, ampak ta 8. marec pa te dekleta, predvsem na ženske računam, ne, da so bolj pametne, kot so te fantje, ne, pa starci, ki mislijo, da so fantje, pa ne vem kaj, ne, čeprav mi je pa žal, da je premalo tega povezovanja izkušenih politikov, in mladih, ne. Sobivanje, medgeneracijsko sodelovanje. Ja, medgeneracijsko sodelovanje, pa tudi, da se opozori na kakšne stranpoti, ki smo jih mi videli, ne. Jaz v politiki nisem dolgo, jaz sem politiki od leta 4, recimo naprej, ne, bil do leta 8, pa sem bil tako državni uradnik, ampak v 4 letih sem videl zelo veliko. Še več sem videl pa kot novinar. Največ sem videl, ne, v bistvu takrat, ko nisem bil med politiki, ko sem bil med tako imenovanimi gospodarstveniki, ne, ki so seveda na človeka, ki je v coklah pa recimo zaraščen, gledali, kot da nič ne razume, ko oni govorijo. Takrat sem se največ naučil. Ker pred mano so bili odkriti zaradi tega, ker so mislili, da ne znam brati bilanc. Jaz sem jih pa v tej veri tudi puščal. Ne. Tudi to je bil Školjčevih na svetu, kar poslušaj jih se. Aleš, omenil sem že prej, da si dolga leta deloval v medijih, verjetno
ne vem, saj sam sem nekako zastopljen z medijem, še vedno imam rad v rokah papir, ne. Ja. Dobro, seveda tudi elektronsko prebrskam, pa seveda tudi televizijske oddaje rad pogledam, ampak vseeno se mi zdi eno tako zatohlo obdobje, bistveno bolj kot takrat, ne vem, 88., 87., pa potem nekaj let, ne. Tiste je bilo svetlo obdobje, 88, to so bila svetla obdobja. Res, da so stiskali, ne, pač oblasti so, ampak vse je bilo. Takrat sem enkrat govoril s Tajatom Dolancem zaradi Mladine, tukaj na Rudniku je bil, rekel, a boste prepovedali Mladino, ali boste kaj ukrepali. Še rekel, za koga pa? Ne, pišejo. Ampak zdaj pa, ne? Zdaj pa ne bi dali denarja, da ne pisali, ne? Zdaj gre v bistvu čisto za ekonomski pritisk na medije. Je pa res nekaj, ne, da na udaru je predvsem televizija, ne. Predvsem televizija, ker meni se... No, 2 leti so se ukvarjali, 2 leti pa pol z nacionalno televizijo, ne? Ampak televizija jih je najbolj, ne sem nacionalka, televizija jih najbolj zanima, vedno, tudi lokalne. Če bojo šli, kaj delati, bojo šli na lokalno, ali lumparijo, ali pa karkoli, ne, na nacionalno. Na televizija, zato, ker je tam pač slika, ker vejo, da mama jih vidi, pa tam, mislim, to je zelo tako primitivno, je marsikaj. Po drugi strani, seveda, jih pa časniki tudi še malo, ne, zaradi starejše generacije. Radio jih nikoli ni zanimal, zato jaz mislim, da je radio še vedno najbolj soliden medij. Čeprav se pa zdaj že tudi čuti, ne, bi že tudi tam po radiju malo čaraj. Danes zjutraj se je to najbolj videlo, ob 3 zjutraj sem zvedel na radiju, ne, da so Rusi napadli Ukrajino, oziroma pač, da so šli v te avtonomne enote Ukrajine, televizija, nič, sem pričgal, ne, sem gledal, Še nič, ne? Nič, Zagreb, ja, na Zagreb sem šel, tam so pa že povedali v 6. V glavnem naša televizija je ratala ogledalo, ne, ampak to ogledalo Sneguljčičine matere, ne, kdo je najlepši v deželi tej. Nič drugega. Radio ima pač to srečo, da se na njem politiki ne vidijo. Bolj hiter je, ne? Prvič je bolj hiter, drugič pa ja, ne vidijo se. Tudi kakšna stvar morajo razložiti. Jaz tudi ob 17, tam je pa čas, da kaj poveš. Ne? Na televiziji, ne vem, je vse na hitro. Ne? 3 stavke se naučiš in jim zapolniš tisto sekundažo, ki je zaporočila, ne, 15 sekund. In če nič ne poveš, ampak vse 15 sekund si pa bil, ne, tam, pa te mama videla. Ja, to pa je, ja. Sem te videl, ne? Ja. No, Aleš, pred parimi leti si ti v enem televizijskem intervjuju videl tudi svoja 2 starša, ne? Mislim, svoje starša. Svoje starše, tako, ja. Pravilno, hvala. Zanimiva imena, ne? Mislim, da Bronislava in Vekoslava je bila mama, Vekoslav je bil pa oče. In tudi zanimivi zgodbi, mama je šla skozi Ravensbrück, ja, oče je bil pa tudi kot mariborski fant izgnan, ko je lepo napisal v knjigi Bosno, ne vem. Ja, on je v Bosni partizanil, ne, na Hrvaškem je domobranil, ker je bil poklican. Ker je bil 18 let star, je bil poklican. Potem se mu je še malce podaljšalo. Pol je pač so šli v partizane, vsi te domobrani, ker to niso bili, to je bila pač redna vojska nezavisne Hrvatske, ne. In so v glavnem vsi prestopili v partizane. Mama je pa pač, ona je bila izdana, ne, vse ta zgodba je zoprna, ampak izdana je bila iz kršitve spovednega molka njene tete, ne. Ena je pač povedala, da ima nad sabo to težavo, ne, da ona dela za OF.
duhovnik je pa pač to povedal na ustreznem mestu. Tako da, evo, en nauk iz tega, nikoli ne verjemi nikomur preveč. Ni pa veliko govorila Ne. o tem trpljenju. Zdaj Ne. takrat v oddaji vem, da je kar malce povedala je pač, da je bila tam in da je prišla domov na to. Jaz kot sin sem o tem zelo malo vedel. No. Še največ sem slišal enkrat v osnovni šoli, ker je pač nam otrokom pripovedovala to zgodbo o Ravensbrücku. To je bilo vse. Toliko sem je bil deležen te zgodbe kot vsi moji sošolci. Ne. Doma pa nikoli. Ne. Doma nikoli. Ne. Bilo je pa zelo Oče je več povedal, No, tudi v knjigi lepo opisal, ne. ampak čeprav moram reči, da tisto, kar sem pol v knjigi bral, je bilo tudi zame novo. Ni, tudi ni veliko. Ne. Aleš, sta pa oba bila tudi učitelja, ne? Oba dva sta bila učitelja. Tako da, kako že rečejo, jabolko ni padlo daleč. Ne, jaz sem bil tudi učitelj, sam manj časa. Čakaj, ti nisi edinec, ne? Ne, nisem. Sestra? Imam sestro, sestra je pa bila medicinska sestra, sicer po izobrazbi, ampak je pa v glavnem delala v vrtcu, se pravi kot vzgojiteljica v jaslih. Tam še niso, pač skrbnica za otroke. No. Ti imaš pa z nekdanjo ženo Joži dva sinova. Ne, sina in hčer. Sina in hčer. Sin je medicinski tehnik, ne, kako se reče, zdravstveni tehnik. Zdravstveni tehnik je zdaj, ja. Ja, on dela tukaj pri otrocih v Trbovljah, ja. Hčerka je pa zdravnica, anesteziologinja, bo zdaj v kratkem. Pač, končuje to specializacijo. Zdravje je poskrbljeno. Jaz ne vem, kaj je tem otrokom, ampak vsi so šli v medicino, okej. Ampak zanimivo, ne, bi pričakoval. Zdravno je human poklic, no, to je mi najbolj važno. Mogoče za učitelja ali pa... Ja, pa no, vse human si lahko tudi, če nisi v takem poklicu, ampak je vseeno v redu, ja. Za konec ste kaj strah za ta svet, kakršen se nam izkazuje? Ma niti ne, to. Mislim, da ta vojna se bo končala. Ja, Rusija, Ukrajina se bo končala. Vsi pravijo, da mnogi se razbuljajo, pa zdaj že spet je navijaštvo, jaz ne vidim nobene potrebe po navijaštvu. Kdo ima prav, imajo Ukrajinci ali imajo te. Vem, da nimajo Amerikanci, pa vem, da nima NATO. In kot sem tam že nekaj zapisal, zastava miru bi morala biti na vladni palači danes. Izolska si napisal. Ja, napisal sem Izolska, ker ima goloba, ne? Ker ima goloba, ampak to goloba seveda Janša ne bi obesil. Ja. Golob ima oljčno vejico. Se bo potem tole hmalo končalo? To se bo končalo, po mojem, dosti hitro. Zahod ne bo seglo dlje. Ja, seveda bojo, pač migranti bojo, ne, mene vedno skrbi za ljudi, ne pa ne zdaj, da bo tam en politik, ali bo ta zmagal, ali bo oni, ali bomo mi navijali za tega, ali bomo mi lahko navijamo za kogarkoli, pa ne bo nič, ne. Mi lahko rečemo, ok, imajo one republike pravico do odcepitve od Ukrajine, lahko rečemo, da mora biti Ukrajina celovita, mislim, ko? Vsi ne vemo. Ljudje bojo pa bežali, ne? Ljudje bojo pa bežali. Zdaj so bežali iz Donbasa v Rusijo, ne? Do včeraj, zdaj bojo pa pač iz Ukrajine na Poljsko, Mačarsko, Romunijo, ne? V Slovenijo, ne? Bomo pa videla, bomo spet imeli kaj proti migrantom. Mislim, grdo je to, no? Jaz mislim, da ta svet bi lahko bil seveda veliko lepši. In tukaj gre res predvsem za te boje kapitalov, enih in drugih resursov, tega plina, ki teče po ceveh, onega plina, ki se pelje z ladjo, mislim. Na koncu, kako rečemo, denar sveta vladar? Ne, ni denar, požrešnost. Požrešnost, ne? Požrešnost. Denar je. Če ga imaš. Ja. Aleš, hvala za vse, kar si povedal, zanimivo je bilo. Dobro, evo, bom zoprn. Aleš je, če bi bil doma v Trbovljah ali po Hrastniku,
Če si pa Zagorjan, moraš reči pa Aleš. Aleš. A ja? No, hvala. Hvala tudi vam za pozornost in srečno.